Lepo pozdravljene, spoštovane gledalke in gledalci, tokrat ne vroče teme. Tokrat se bomo ustavili pri katoliški cerkvi. 11 let mineva od začetka pontifikata papeža Frančiška in lotil se je številnih reform in tudi odpira številne teme. Med njimi tudi zadeve povezane s spolnimi zlorabami v katoliški cerkvi. Lep pozdrav sedaj želimo tiskovnemu predstavniku katoliške cerkve v Sloveniji, dr. Gabrielu Kavčiču. Pozdravljeni v našem studiu. Dober dan in hvala za vabilo. Midva se bova kar nekaj tem dotaknila, pa mogoče najprej mineva 11 let od izvolitve papeža Frančiška na Petrov sedež. Kako drugačna je postala cerkev v tem času? Mislim, da smo vsi opazili, da je zelo drugačna, kaj ne, vsaj na zunaj. Seveda katoliška cerkev ima določene stalne poteze, ne? Stalnost je gotovo ena od pomembnih značilnosti, na drugi strani pa ta izgled pred svetom, pa ne samo v smislu, da bi se, kot se reče, embalaža zamenjala, ampak mislim, da tudi čisto vsebinsko na zunaj pa vendarle nekoliko ali pa precej drugače zdaj izgleda pod papežem Frančiškom. Se mi zdi, kot duhovnik lahko rečem, da občudujemo duhovniki način svetega očeta, kako se zna približati ljudem, izbrati prave besede, kadar je treba tudi udariti po mizi, seveda tudi to je potrebno v tako velikem sistemu, kot je cerkev. In sploh 11 let, ki so preobrazile cerkev v mnogočem. Zato je tudi predsednik škofovske konference dr. Saje poslal eno lepo voščilnico svetemu očetu v Rim, zahvalo za vse to, kar sem zdaj omenil, za ta zgled evangeljskega pričevanja in pa splošno za blagoslov, ne, da bi tudi naš narod bil deležen papeževega blagoslova. Doktor Kavčič, videli smo številne premike znotraj katoliške cerkve, pa tudi mnoga pojasnjevanja svetega sedeža glede papeževih izjav o različnih zadevah. Zadnja je bila glede bele zastave pri vojni v Ukrajini. Torej papež ni nezmotljiv in denimo tega nismo bili v preteklosti vajeni, da je Vatikan tako pogosto moral pojasnjevati, razlagati, dopolnjevati izjave papeža Frančiška. Ja, lejte, to je tudi ena zadeva, ki se je zelo spremenila. Če smo bili pred leti, recimo še v pontifikatu Benedikta XVI. Večkrat soočeni s kritiko, da se cerkev ne oglasi, ko bi se morala, imamo zdaj obratni pojav, da je pa treba večkrat razlagati kakšno zadevo. Seveda sveti oče komentira na veliko področjih, spomnimo se, zdaj tega ni več, recimo tudi njegovih pridig v kapeli Svete Marte, ne, to je bilo tudi nekaj novega. Potem vse publikacije, knjige, ki prihajajo ven in niso direktno, bi se reklo, stvar cerkvenega učiteljstva. Včasih je bilo jasno, dogma, papeško učenje, vsega ostalega pa ni bilo. No, zdaj se v tem spodnjem delu, recimo temu papeževo osebne komunikacije z verniki, je pravzaprav veliko več vsebin, kot pa v samem učenju, dokumentu in tako naprej. In to gotovo s seboj potegne tudi stalne potrebe po razlaganju, se vemo vsi, ki delamo v medijih, da včasih zadeve še tako direktno poveš, pa ne pridejo čisto prav do izraza. Bi pa rekel tako malo za šalo, malo zares, da nisem nič kaj ne zavidam kot tiskovni predstavnik škofovske konference v naši domovini tiskovnemu predstavništvu svetega sedeža, ko je treba vedno znova razlagati, pojasnjevati in dopolnjevati recimo papeževe izjave. Videli smo v minulih mesecih nenehne pozive papeža Frančiška za mir v Ukrajini, pa tako za mir na Bližnjem vzhodu. Zdi se, da tega vpletene strani ne slišijo, tega poziva ni, da bi se uresničil. Ali je vatikanska diplomacija ima še ti smisel, kot ga je imela v preteklosti, češ, ko se je vključila vatikanska diplomacija v kakšne tovrstne zadeve, da je prej prišlo do rešitve spora, sedaj pa se zdi, da tega ni na vidiku. Ja, čeprav mislim, da tukaj ni toliko težava vatikanske diplomacije, kot dejstvo, da obe omenjeni strani ne poslušata sploh nikogar. Je zelo jasno, da tudi največje, torej velesile ne pridejo najbolj do izraza s svojimi opozorili, svojimi priporočili in nasveti v tem grozovitem konfliktu. Se mi zdi pa, da na drugih področjih se pa vidi, da vendarle vatikanska diplomacija še deluje.
pa predvsem to sporočilo cerkve, ki deluje tako ali pa tako, z diplomacijo ali brez, na lokalnem nivoju, posamezne škofovske konference. Mislim, da to se nič ne zmanjšuje, kvečemu vedno bolj pomembno bo to, kaj cerkev kot eden redkih glasov razuma v družbi pove o raznih grozodejstvih, ki se dogajajo po svetu. Grozodejstva so se dogajale tudi znotraj katoliške cerkve, to je dejstvo, dr. Gabriel Kavčič. Veliko je bilo v tem pontifikatu papeža Frančiška narejenega predvsem pri razkrivanju spolnih zlorab, kot da so njegovi predhodniki to prikrivali, niso želeli tako pojasnjevati, kot bi to bilo primerno. Papež je pri tem bolj ali manj odločen, posamezne krajevne cerkve pa zaostajajo. Kako gledate najprej na smernice iz Vatikana? Te smernice so sedaj zelo jasne, zelo stroge. Postavljal je temelje vsemu temu že papež Benedikt XVI, to vemo, če bi šli skozi ta zgodovinski pregled. Potem pa papež Frančišek z vso silo zadevo še zagrabil, čeprav se sooča tudi s kritikami, da še zmeraj ni storjenega dovolj. Osebno menim, da predvsem zato, ker, kot ste sami omenili, so težave na lokalnem nivoju, vedno znova. Ker lokalni nivo je bolj vezan na konkretnost situacije, kot pa so splošna pravila, ki prihajajo iz Vatikana. Ravno te dni čakamo, oziroma je bilo v medije dano iz Svetega sedeža, da se že ponovno prenavljajo te smernice, se pravi, da imamo praktično od leta 2010, še pod prejšnjim svetim očetom, pa skozi celoten 11-letni pontifikat sedanjega papeža, praktično na 2 leti nove in nove smernice, ki postajajo vse ostrejše. Tudi knjiga kazni, recimo temu v zakoniku cerkvenega prava, je bila vmes prenovljena. Potem pa ta slavni dokument, ki je popolnoma spremenil področje boja proti spolnim zlorabam Vos Estis Lux Mundi. Ta je krovni dokument boja proti zlorabam in vse to je pa treba potem seveda privesti na lokalni nivo, kjer so pa različne škofovske konference različno uspešne. Različno uspešne, s tem se bova strinjala, pa vendar Katoliška cerkev v Sloveniji je nekako 2 leti po prejšnjih smernicah sedaj pripravila komisijo, ki je razdeljena na 4 dele. Zakaj ste čakali tako dolgo? Torej, lejte, jaz mislim, da se niti ni čakalo tako dolgo. Gotovo bi si vsi želeli teh zadev prej, ne? Škof Saje je 2 leti nazaj to napovedal, potem pa si lahko vsak gledalec, gledalka predstavlja, da v Sloveniji ni tako enostavno najti strokovnjakov, najprej, ki bi bili dejanski strokovnjaki za to področje, in potem, včasih še hujša težava, bi bili pripravljeni pomagati katoliški cerkvi v boju proti tem ostudnostim, ki so se dogajale v preteklih desetletjih. Potem je bilo seveda vprašanje, kako točno zastaviti. Kdor je dobronamerno pogledal na te razkrite komisije, pred 2 tednoma smo to dali v javnosti, lahko videl, da smo zastavili zadevo zelo široko, tudi z veliko člani. Marsikdo je rekel, da je celo preveč članov, jaz pravim, da je članov prav dovolj ali pa še kakšnega bo treba dodati, da je to razmerje, recimo ravnovesij in kontrole tudi znotraj članov, da bi se resnično delalo, kot je treba delati. Jaz mislim, da je v teh primerih, ko za nazaj tako ali pa tako zelo težko rešujemo zadeve, v aktualnem stanju pa tako ali pa tako že funkcionira, mi ne potrebujemo teh komisij, da bi se lahko v tem trenutku borili proti zlorabi, ki bi se bog ne daj zgodila. Da je v takem primeru boljše biti previden in kljub medijskim pritiskom in pritiskom različnih interesnih skupin se v zadevo podati s hladno glavo, pa takrat zares in z nekim prepričanjem in voljo, da se bojo zadeve delale, kot je treba, namesto da bi hiteli samo zato, da bomo nekako zadovoljili javnost, da smo nekaj naredili. Gotovo pa se znotraj cerkve najdejo nekateri, ki bi to radi pometli pod preprogo, še več, nekateri niti ne želijo, da bi se o tem tako zelo javno govorilo. In mora biti še pod vprašanje, koliko imate trenutno prijav, je kaj prijav odprtih, in potem videli smo v preteklosti skupino, iniciativo Dovolj je, ki je imela precej prijav, bistveno več, kot s katerimi razpolaga Katoliška cerkev. Zakaj se ti podatki tako razlikujejo?
Jaz mislim, da je tukaj ogromno nekih dejavnikov, samo nekatere lahko naštejem. Eno je ta pritisk javnosti, drugo je pritisk medijev, ki je stalno ustvarjal vtis, da se nič ne dela in da se dela slabo. Na tretji strani morda tudi kdo v cerkvi, čeprav osebno težko potrdim to, da bi se v cerkvi, osebno pravim, ker nisem bil soočen še s čim takim, da bi kdo oviral to vrstno delo. Na četrti strani stalno omalovaževanje, recimo dela, tudi zdaj, ko so prišle nove komisije ven, tudi ljudje, ki nimajo pojma o ničemer povezani s tovrstnimi zlorabami in s preventivo in bojem proti tem zlorabam, so bili najpametnejši v medijih, praktično same kritike, pravzaprav karkoli storiš na tem področju, razen če te mediji proglasijo za pravičnika, narediš narobe na tem področju. Tako da tukaj je treba, potem pa še ena zadeva, recimo v interni, posebej duhovniški, recimo skupnosti, odmeva še zmeraj primer gospoda Klopčiča, ki je bil po nedolžnem, se pravi obtožen in potem vlečen, bomo rekli, po sodiščih do končne oprostilne razsodbe. Vse to je tukaj notri in potem na koncu to rezultira v tem, da ljudje ne zaupajo, da ljudje rajši zaupajo neki civilni iniciativi, ki je, to je treba reči, storila veliko na področju posebej prinašanja te teme v javnost. Je imela pa na svoji strani, to pa zdaj ne govorim kot tiskovni predstavnik, ampak kot nekdo, ki je recimo nekaj let nazaj to gledal od zunaj, je imela veliko naklonjenost medijev, še zmeraj jo ima. Na drugi strani pa karkoli, recimo škofovska konferenca, predsednik dr. Saje zorganizira, naredi, nikoli ni dovolj, zmeraj iste kritike, čeprav se še niti ni dalo priložnosti, da se zadeve resnično premaknejo. Glede vašega vprašanja, glede prijav, za nazaj, kot rečeno, zadeve izredno težko rešujemo, to je jasno vsakemu civilnemu pravniku, da ne moreš reševati kar tako, ker zadeve zastarajo. Na drugi strani, na civilna iniciativa, sem videl v medijih pred nekaj dnevi podatke, so bili dani neki podatki, s katerimi jaz ne razpolagam. V zadnjih letih pa sta bile morda 2-3 prijave. Tam, kjer je bilo treba zadevo razrešiti, je bila tudi razrešena. Še pred nastopom novih komisij, ki so bile lansirane pred 2-3 tedni. Kaj se zgodi z duhovniki, ki so obtoženi oziroma pade na njih sum spolne zlorabe? V istem, se pravi, takoj pravzaprav mora lokalni ordinarij, škof, ki je odgovoren za tega duhovnika, redovnika, redovnico, delavca v cerkvi, mora v trenutku reagirati in recimo temu po domače pavzirati to službo, ne nujno še odvzeti, zaradi tega, ker je treba videti, kako te zadeve, kje smo zdaj s to prijavo. Potem se zadeva preverja, tako imenovani preliminarni postopek, če nekoliko poenostavim, in če se ugotovi, da je zadeva kredibilna, se takoj sproži pravi postopek, ki je potem, vemo, za tako hude delikte, kot bi bila recimo pedofilija, se pravi kakršnakoli zloraba mladoletne osebe, ranljive osebe in tako naprej, je potem lahko zadnja faza tudi izključitev iz kleriškega stanu. Mi nimamo zaporov, nimamo srednjeveških mučilnic, nimamo policije. Najhujša kazen, ki jo lahko damo, je izključitev iz kleriškega stanu. Na drugi strani pa seveda tudi sodelovanje s civilnimi organi, ki pa imajo možnost tudi penalno kazensko reagirati, ukoliko je to potrebno. Dr. Gavriel Kavčič, omenili ste, da ima civilna iniciativa dovolj bistveno večjo medijsko podporo, kot jo imate pri razlaganju te tematike znotraj katoliške cerkve, pa vseeno, zakaj se potem niste bolj povezali z njimi? Zaradi tega, ker so, mislim, da strokovnjaki, ki jih imamo v trenutni skupini, so strokovnjaki, ki jih vsak razgledan slovenski katoličan pozna. So ljudje z veliko integriteto, veliko strokovnostjo in škofje so to komisijo zdaj, bomo rekli, poslali na njeno pot. In ta komisija je, to sem vedno znova poudarjal, v teh dneh samostojna in neodvisna, kar med drugim pomeni, to ni samo takole malo, da govorimo o neodvisnosti, to je dejanska neodvisnost komisij. Komisije so prejšnji teden prvič zasedale in od tukaj naprej so svobodne tudi pri svoji samoorganizaciji. Lahko medse povabijo nove člane, če se jim bo zdelo primerno povabiti nekoga iz civilne iniciative dovolj.je, so pri tem svobodni in imajo to možnost.
Ali menite, da je cerkev glede tega vprašanja v preteklosti storila dovolj in kakšno je sodelovanje katoliške cerkve v Sloveniji z zlorabljenimi, torej žrtvami, pa tudi na drugi strani ste že omenili tudi civilnimi oblastmi? Torej, s civilnimi oblastmi je sodelovanje zelo dobro. V vseh primerih do zdaj, ki so jih, torej jaz sem na svojem položaju samo 1 leto, kar se je slišalo, čeprav praktično ni bilo primera zdaj takega, kjer pa je šlo za nek sum, naprimer vem, da je bilo sodelovanje s civilnimi oblastmi odlično, obojestransko, tudi policija, kriminalisti se zavedajo problematike in to ne zaradi tega, ker gre za cerkev, ampak ker gre za ranljive osebe. Zmeraj je treba zaščititi žrtev. Glede preteklosti, o tem ni treba veliko reči, dejstvo je, da se cerkev zdaj s tem spopada za nazaj, ker se ni dovolj delalo prej, ker je bila družbena klima taka, ker ni prišlo v javnost in tako naprej, vseh sort imamo tukaj. Jaz mislim, da smo zdaj na eni dobri poti glede reševanja teh zadev. Glede stika z žrtvami je pa tudi tako, je pa zelo komplicirano področje, zato ker žrtve niso neka brezimna celota, ampak so to posamezni ljudje s svojimi strahovi, s svojimi ranami in imajo vedno možnost, zdaj sploh, ko so nove komisije, imajo možnost se obrniti na za to določene strokovnjake. Načeloma v Sloveniji smo tako povezani, da se pravzaprav vsak lahko obrne direktno na škofa, se ga srečaš, če ga hočeš srečati. In na vse zadnje sistem, ki deluje, so tako imenovana škofijska okenca. V primeru, da bi se karkoli zgodilo, je reakcija na neko zlorabo v 24 urah preko vsake škofije posebej. To pa zdaj funkcionira že nekaj let tako. Nove komisije so samo nadgradnja tega stalnega sistema, stalne preventive in stalne pozornosti na to področje. Ampak kot rečeno, v zadnjih letih je bilo tega zelo malo in kar je bilo, se je reševalo hitro in učinkovito. To si želimo seveda tudi v prihodnje. Seveda je vsaka žrtev, ki je žrtev preveč. Dr. Gabriel Kavčič, tiskovni predstavnik Katoliške cerkve v Sloveniji, bi se midva dotaknila sedaj odnos cerkev-država. Kako bi ga ocenili, dialog, ali ta sploh na kakšen način poteka, za razliko, mislim, ali v primerjavi s tem, ko smo videli v preteklosti, so se škofe kar nekajkrat fotografirali in srečali s predsednico države, pa s predsednikom vlade, še vedno pa smo brez urada za verske skupnosti. Zdi se, da nekega dialoga ni, ob tem pa mogoče kasneje, pa še omeniva tudi, kar se je zgodilo v preteklosti. Torej, pred 2 tednoma je državni sekretar Rusjan v oddaji za Radio Slovenija izjavil, da bo v kratkem, mislim, da je ta rok že potekel, ponovno ustanovljen neke vrste svet, neke vrste komisija, ki je bila preukinjena, pa zdaj naj bi prišlo na novo do nje. To je tudi edino, kar o tem vem, samo kar sem slišal iz poročil. To glede urada za verske skupnosti. Če bo kaj na temo, bomo zvedeli verjetno hkrati vi in mi, ker, kot ste rekli, sami namignili, kakšnega posebnega dialoga ni. Tukaj bi citiral škofa Sajeta, ki je enkrat že izjavil, tudi jaz večkrat že ponovil to, da je bilo kar nekaj fotografiranja, tako po domače povedano, dialoga, pristnega dialoga, dogovarjanja v dobrobit države, naše domovine, katere del civilne družbe, pomemben del je tudi katoliška cerkev, tega pristnega dialoga pa ni kaj dosti. Kar nekaj zadev je odprtih, kar nekaj zadev je tekočih, ampak lahko čisto iskreno povem, da recimo to, kar se je zgodilo z zakonom o verski svobodi, ki se je sprejemal po hitrem postopku, to, kar je bilo, bo verjetno še omenjala, zakon o medijih, ki ga zdaj čakamo, v kakšni obliki bo prišel ven. Potem na vse zadnje, vse to, kar se zdaj dogaja na področju dostojanstva človeškega življenja. Tukaj so zadeve take, da pravzaprav moraš spremljati, tudi kot tiskovni predstavnik moram spremljati medije stalno in moramo pač reagirati, ko do tega pride. Da bi bil kakršenkoli dialog prej zelo, zelo malo, pa tudi če je kot da ga ne bi bilo. Doktor Kavčič, odvzet je bil cerkvi status družbeno koristne organizacije, prav tako, kot ste že omenili, je bil z novim zakonom spremenjen način plačila prispevkov verskim uslužbencem, pa pričakovali bi po vsem tem, kar se je zgodilo v preteklosti, da bi denimo pred javnostjo
javnost vstopili slovenski škofje, povedali, kaj cerkev počne za narod, kako skrbi za verske in sakralne objekte, takšne in drugačne, pa se to ni storilo. Nekateri posamezniki so se oglasili, tudi nekatere iniciative so iz tega nastale. Nekega odziva od širšega pa od škofovske konference ni bilo pričakovati, ali potihem si lahko človek razlaga, da paktira z aktualno vlado. Ja, morda res nastaja ta vtis, bi pa rekel, da to gotovo ni tako. Nekoliko bi vas popravil, ne? Vsekakor odziv škofovske konference je bil in je bil močan. Običajno se škofovska konferenca odzove z izjavo in v vseh primerih, ki sem jih naštel, je bila vsaj ena, če ne več izjav na to temo. Tukaj trčimo ob težavo slovenskega medijskega prostora, kjer smo recimo prišli v medije z neko izjavo šele takrat, ko smo se povezali vse verske skupnosti v boju proti novemu zakonu o samousmrtitvi, ne? In predstavili tiskovno konferenco drugam, kamor so mediji rajši prišli, kot pa če bi to morda sklicali v kontekstu zgolj katoliške cerkve. Potem škofje, sam to točno vem, komentirajo zadeve pri pridigah v tem ali onem intervjuju. Na drugi strani imamo pa, tukaj pa dam popolnoma prav vašemu vprašanju, imamo pa relativno neodzivnost slovenskega naroda v splošnem. Ne, se tu vidimo zdaj na vseh področjih. Slovenci imamo očitno to navado, da vse prelagamo na višjega, na onega, na tretjega, nekdo drug bo, jaz ne bom, ne? In potem je pač zadeva takšna, kot je. Tudi v cerkvi velja enako, škofje bi morali, župnik bi moral, tiskovni predstavnik bi moral, ne? Na koncu pa vse to, recimo tudi tiskovni predstavnik škofovske konference stori, vendar zadeva ne pride v medije, ljudje pa, ko je treba iskati recept za piškote, znajo uporabiti Google, ko je treba pa najti izjavo škofovske konference na neko temo, pa ne znamo več uporabljati Google in ne znamo odpirati spletnih strani. Če nečesa tako imenovani mainstream mediji ne objavijo, ne pomeni, da to ne obstaja. Ali ni težava tudi katoliške cerkve v tem, da če so škofje sprejeli, da nima določeno izjavo, da je ne znajo oziroma da se ne kanalizira od spodaj navzgor, da nima tudi do posameznih duhovnikov, ki bi lahko to s tem seznanili javnost pri denimo nedeljskih svetih mašah. Zakaj te komunikacije, tega preliva informacij ni več? Oziroma, a si ga sploh želite, da bi ga bilo več? Vsekakor si želimo, da bi ga bilo več. Zagotavljam vam, da v moči, se pravi, ki jo recimo škofovska konferenca ali pa njen tiskovni urad ima, so duhovniki obveščeni o tem, kar se dogaja v vseh izjavah, vedno dobijo po e-pošti zadeve. Zdaj je pa treba se tudi zavedati, cerkev ni nek vojaški sistem, pri katerem enostavno ta višji nekaj ukaže in morajo vsi tako delati. V nekaterih primerih ja, v drugih primerih ne. Na vse zadnje je vsak župnik, ko nastopi svojo službo v župniji, to verniki verjetno dobro vedo, umeščen in je tam v imenu Jezusa Kristusa in v imenu lokalnega škofa, pastir tistega ljudstva. Če se župnik odloči, oziroma če se župniku ne zdi potrebno nečesa spraviti med vernike njegovega področja, zdaj se tukaj zatakne, ne? Tukaj ni, ampak je pa problem, ker verniki pravijo, župnik bi moral, škofovska konferenca bi morala, potem pa nekdo sicer nekaj naredi, drug morda ne in se zadeve zatikajo. Vsekakor bi si vsi želeli, po moje, vsi verniki tudi, da bi cerkev zaživela bolj kot enovit sistem, ne v smislu informiranosti, ampak v smislu enotnosti dela za skupno dobro in dela za evangelizacijo. Se pa na mnogih področjih zatika, vam dam prav. Evangelizacije pa ni tudi brez medijev in sedaj je v nastajanju novi medijski zakon. Naj bi ga dobili že v javnost v pogledu v začetku marca, do danes tega še ministrstvo ni storilo, Ministrstvo za kulturo, tudi po vseh pripombah, ki ste jih posredovali, tako katoliška cerkev, kot so jih posredovali nekateri mediji. Največ vas je češ zbodlo to, da se precej jemlje katoliški cerkvi. Zakaj? Lejte, tam v medijskem zakonu imamo nekaj zadev, ki direktno zadevajo, denimo edino
neprofitno radijsko postajo posebnega pomena. Upam, da sem prav navedel ta naziv, ki se nanaša na državne pravilnike, na zakonodajo, Radio Ognjišče. Tam je kar nekaj težav, ki jih zdaj ne bi podrobneje razlagal, gre za sestavo programa in tako naprej. Potem so pa še bolj splošne zadeve, ki bi pa morale skrbeti vse po vrsti, ali vernike, ali pa tudi vse državljane. Na eni strani imamo uporabo takšnega izraza, kot je denimo verska propaganda, ko gre za poročanje o verskih dogodkih. Ta izraz mislim, da je vsem, posebej starejšim od mene, zveni zelo v smislu nekih drugih desetletij, za katere smo mislili, da smo jih pustili za seboj ob osamosvojitvi. Potem imamo tam v predlogu, kot ste rekli, bomo videli, kaj bo na novo, to neko megalomanski svet za medije, ki bi praktično nadziral vse od financ do radijskih frekvenc, kar pomeni hudo centralizacijo in de facto novi urad vlade, čeprav to ne bo novi vladni urad. Tako da imamo v tem zakonu kar nekaj zadev, ki so lahko bolj povezane s katoliško cerkvijo, lahko manj. V tem primeru, ker je bilo časa dovolj in ker je bilo tudi sodelovanje v tem primeru strani katoliških medijev in zaposlenih v katoliških medijih, ki se na področju recimo veliko bolj spoznajo kot jaz, ker je bilo to sodelovanje dobro, smo uspeli sestaviti en dober povzetek težav in jih poslati. Ene je poslala škofovska konferenca, uradno, tiste bolj povezane s katoliško cerkvijo, pa še v eni izjavi smo predstavili potem širšo problematiko in pri tem, kot sem potem večkrat, ko sem odgovarjal na vprašanja medijev, večkrat slišal, se je enkrat vendarle cerkev izkazala kot recimo temu glasna civilna družba, česar očitno mediji niso najbolj navajeni, pa je tokrat vendarle tudi njih presenetilo, da je cerkev nekaj dala od sebe, odmevno, medijsko, jasno, strukturirano in z opozorilom celotnemu narodu, da je tukaj treba malo popaziti, kaj vladajoči sprejemajo. Čeprav se vladajoči z vami, pa tudi nekateri kolegi novinarji ne bi strinjali s tem, kar ste sedaj dejali, češ saj cerkev je tako ločena od države. Drži, ampak v Sloveniji je tale ločenost, ustavna ločenost države in cerkve vedno nekako razumljena kot izločitev cerkve iz države, še boljše izločitev cerkve iz javnega življenja. Zdaj to pa nikakor ne spada v eno sodobno demokratično državo, nek demokratičen narod. Toliko se govori pri nas o nekih civilnih družbah, pa nevladnih organizacijah, ki izrecno v svojem imenu nosijo ločenost od vlade, od države, od vladajočih, pa imajo neverjetno velik pomen in neverjetno velik vpliv. Tako da se mi zdi nekaj popolnoma normalnega, da se cerkev kot en pomemben del družbe ravno tako oglasi. Težava nastane, kot so že prej govorila, pri tem, da nekako manjka tisti veter od spodaj, da bi se tudi ljudje zadeve malo preštudirali, malo prebrali in se odzvali. Ne samo, da smo kot neki samorastniki tam sredi tega prostora in moramo zmeraj znova razlagati, da smo mi tudi civilna družba. To bi moralo biti popolnoma jasno, da je tudi cerkev upravičena in da celo velik del naše družbe pričakuje, da kaj reče. Ampak ob tem je tako nenavaden podatek, ki ste ga objavili v letnem poročilu Katoliške cerkve za leto 2023, ki kaže, da je bilo v Sloveniji leta 2022 med dobrimi 2 milijona 100 tisoč prebivalci kar 1 500 000 katoličanov, kar je slabih 70% vseh prebivalcev Slovenije. Pričakovali bi, da bi se katoličani bistveno bolj odzivali na to vrstne probleme katoliške cerkve, glede na število, ki ga navajate. Tako, nimam kaj dodati, kar ste rekli, popolnoma drži, se pridružujem pričakovanju, da bi se to bolj poznalo, vendar je na drugi strani tudi jasno, da smo na pravzaprav samo nekaj odstotkih nedeljnikov. Zdaj, te statistike so zmeraj zelo suhoparne, skoraj da duhamorne, vendar nekaj vendarle pokažejo to veliko razliko med nekako tradicionalnim krščanstvom,
s katerim ni samo po sebi še nič narobe, ne, tradicija, navada, žlahtna plemenitost tradicije nas vedno drži po konci, iz nje rastemo. Statistika pa na koncu tudi pokaže svoje, da se pač mnogo ljudi dobro počuti pri tem, da imajo nekako vsaj kakšnega od zakramentov, od tam naprej je pa seveda treba tudi nekaj truda, nekaj pripadnosti, in tam se pa očitno zatika. To se vidi v istem letnem poročilu tudi potem pri padanju števila zakramentov. Se pravi, imamo toliko krščenih, že toliko manj pri spovedi ob Hailu in potem toliko manj pri Birmi in potem pridejo na koncu nekako ven nedeljniki, pa ne pravim, da je to nedeljniško udeležba pri sveti maši, da je to edini tak resnični pokazatelj. Nek pokazatelj pa vendarle je. Je treba vstati, je treba iti, se je treba zavedati, da je recimo nedeljska udeležba pri sveti daritvi kot bencinska črpalka za versko življenje kristjana. Gotovo pa se boste strinjali, da je potrebna tudi cerkev, da stopi korak naprej, da naredi tudi, denimo, nedeljske svete maše, kdaj pa kdaj bistveno bolj privlačne, denimo, da ne poslušamo, kot sem imel sam nedavno priložnost poslušati 25 minut pridige duhovnika, ki se je, roko na srce in z dolžnim spoštovanjem do njegovega dela, 5-6krat izgubil v sami pridigi, in ko ljudje začnejo odhajati od maše, je pa precej neprijetno. Tukaj zdaj težko govorim kot tiskovni predstavnik, to bi bilo res vprašanje za kakšnega od slovenskih škofov. Lahko samo rečem, da jaz sem si k srcu vzel papeževo spodbudo, večkratno spodbudo o tako imenovani minutaži pridige. Tudi sam, jaz sem prisoten v mojem delu v celotni šolski vertikali, od osnovne šole 2 letnikov v gimnaziji do 2 fakultet, in se zavedam psihologije človeka in vam lahko dam samo prav. Posebej delavci v medijih točno vemo, da pravzaprav, kar misliš povedati, moraš povedati v 2 do 3 minutah, potem pozornost že pada. Še toliko bolj pomembno je, seveda nadaljnji je potem vsebina, ne. Moje zlato pravilo, ki se ga držim, je in ga večkrat tudi na glas povem, tudi verniki v župniji, kjer delujem, to točno vedo. To pravilo je, če ne poveš, če nisi sposoben povedati v 4 minutah, tudi v 25 ne boš, ne. To velja tudi pri pouku, tudi ko je treba speljati pedagoško uro ali na fakulteti ali na srednji šoli, mora biti 7 osrednjih minut, od katerih dijak, študent nekaj odnese. Vse ostalo je potem mora biti v istem smislu, drugače ljudje izgubljamo nekako pozornost. Je pa tema, če smem dodati, še precej širša, ne samo pridiga, tudi lepota bogoslužja, tudi ustrezno sodelovanje laikov. Ustrezno pravim, ne, po eni strani ne to, da mora biti čim več laikov v prezbiteriju, na drugi strani ne, da je vse župnikova stvar. Vse te zadeve so, ampak to je pa res stvar, kot sem prej že rekel, lokalnega pastirja, no, kot mi temu rečemo. In pa bi priporočal vernikom, verniki v župniji Vipava mi z veseljem povejo, kaj so si zapomnili, povejo, če je bila pridiga predolga, mi še niso rekli, da je bila, so mi pa že povedali, recimo, da se je zdelo, da nisem čist prepričan, kaj želim povedati, in sem tudi priznal napako, vsak ima boljši, slabši dan, zato je pa dobro, če traja samo 4 minute, da je vsaj kratka. In gotovo bodo v prihodnje tudi v katoliški cerkvi več dela morali prevzeti laiki. Starost duhovnikov je iz leta v leto višja, povprečna za leto 2022 je 63 let, omenili ste že, upada število zakramentov, a vsem tem pa tudi o tem, ali in koliko je izstopov iz katoliške cerkve, jih je kaj? Nekaj izstopov je, še več in bistveno več v stotinah merimo pa recimo krste katehumenov odraslih, in ta podatek se mi zdi bolj pomemben. Vsekakor pa je tudi nekaj izstopov, drži. O teh temah pa bi lahko še govorila za danes pa tiskovni predstavnik Katoliške cerkve v Sloveniji, dr. Gabriel Kavčič. Iskrena hvala za obisk v našem studiu. Hvala vam in hvala za vabilo. To je bilo vse v tokratni vroči temi. Spoštovane gledalke in gledalci, na portalu domovina.je namenili smo jo razmeram v Katoliški cerkvi. Če želite podpreti neodvisno novinarstvo, vas vabimo, da se naročite na tiskano izdajo tednika Domovina ali pa na naše elektronske edicije. Vse dobro.